Sprejetemu zakonu o partnerski zvezi leta 2015 oziroma 2016 imamo v zakonodaji še vedno nekaj neurejenih polj, in sicer istospolni partnerji nimajo pravice do sklenitve zakonske zveze, nimajo pravice do skupne posvojitve otrok in samske ženske oziroma lezbični pari nimajo pravice do umetne oploditve. Po letu 2015, ko je bil družinski referendum, smo upali, in ko je bila ta zakonodaja sprejeta, da bodo te pomanjkljivosti naslovljene strani institucij sistemsko, vendar se je žal zgodilo to, da institucije, vključno z zagovornikom načela enakosti in varuhom človekovih pravic, niso bile dovolj aktivne, zato je breme zasledovanja enakosti padlo na aktivne posameznike, ki so zdaj pač v različnih postopkih in si prizadevajo za dostop do ustavnega sodišča, kjer bi ustavno sodišče presojalo, ali so takšne določbe, ki neenako obravnavajo enake dejanske situacije, po mojem mnenju, sploh v skladu z ustavo. Pomislite, kolikokrat na teden ali pa na dan uporabite osebno izkaznico. Na čist random stvarih, na pošti, na banki, ko greste v hotel, ko vas je treba legitimirati. No, potem pa pomislite, da zato, da je ta osebna izkaznica dejansko v skladu s tem, kdo ste, torej da je gor vaše ime in vaša slika, ste morali ali pridobiti diagnozo motnje duševnega zdravja, ali pa pač nimate izkaznice, ki bi pokazala in povedala, kdo ste in kaj je vaše ime. Postopek pravnega priznanja spola je postopek, kjer se uredi ta podatek. Torej, da vaš spol in ime prikazujeta to, kdo ste. In pravno priznanje spola je v političnih zahtevah Ljubljane Pride 2020, zato ker je nujno in je osnovano na samoidentifikaciji in mora biti osnovano na samoidentifikaciji, zato ker če ne, se bodo pravice trans oseb še dalje kršile in še vedno bodo ljudje prisiljeni v razkritje v vsakodnevnih postopkih. Torej, dekriminalizacija spolnega dela je ključno točko pri Prideu na splošno, saj če gledamo na začetku, spolne delavke so bile tudi prisotne pretežno pri prvi upori in vzpostavljanje gibanja za človekove pravice LGBT osebe na splošno. Torej, to je v srcu te reivindikacije nekako in političnega sporočila. Kar bi prineslo za ljudi dejansko je to, da jim omogočajo dostojansko pogoj za preživetje ali za živeti svoje življenje s tem poklicom, brez da se to sodi ali pa nekako potegne neki moralno sodbo o tem, ampak samo, da se poskrbi za ljudi, da so čim bolj na varnem in da se to počne, ker se bo vedno počel, na čim bolj dostojansko način in za spolne delavke in za stranke. Na podoben način je padlo breme na posameznike pri vprašanju sovražnega govora, kjer pravzaprav sploh ni več možno zaradi neaktivnosti tožilstva računati na to, da bo sovražni govor preganjen po 297. členu Kazenskega zakonika, ampak v bistvu, če želimo se s tem spoprijeti, moramo bodisi v civilnih ali pa v kazenskih postopkih se sklicevati
na prizadete osebnostne pravice oziroma dobro ime in čast in torej kot posamezniki uveljavljati oziroma pač tudi na mesto, bi rekla, skupnih institucij moramo prevzeti to breme prizadevanj proti razrastu sovražnega govora individualno, kar pa mislim, da po 30 letih lastne države na nek način ni bil smisel lastne države, da se proti najbolj sovražnim oblikam govora in delovanja bori vsak sam, ampak imamo za to državo.